Tako v odprtem pismu, kot tudi na včerajšnji seji so podjetju Krka očitali. To je aroganca do lokalne skupnosti in od tukaj začnemo. Civilna iniciativa se je priključila letos, mislim, da je nastala letos. Njihovo stališče je jasno, sinteze dve ne želijo. Se pravi, da na tem področju Krka ni naredila prav nič. Tudi v zadnjih 2 letih, ko je bila na seji, ko smo jo povabili in so obljubljali, da bojo naredili nekaj, pa se znajo to seveda iti, niso naredili nič. Predstavnik Krke je na očitke odgovoril: Z občino Krško smo mi na področju podpore družbenim dejavnostim, zdravstvu, športu, gasilskim društvom, smo mi bolj povezani, kakor je bilo, oziroma je Krško bolj povezano z nami. In trditev podkrepil z nekaterimi donacijami v zadnjem letu. Več kot 5 vzgojno-varstvenim ustanovam, več kot 5 zdravstvenim ustanovam, več kot 10 prostovoljnim gasilskim društvom, da ne govorim tudi o športnih aktivnostih, od A kot avtomoto prek S kot speedway. Očitki podjetju Vipap pa so nekoliko drugačni. Sprašujemo se, koliko let nas Vipap že zastruplja s svojimi izpusti. Živimo v mestu, v katerem se kadi, smrdi, otroke moramo pošiljati v hišo, da nas ne peče po grlu. Odgovorni pa ne ukrepajo. Podjetju očitajo tudi prekoračitve mejnih vrednosti izpustov, a v vodstvu odgovarjajo. Te prekoračitve so, bom rekla, z vidika inšpektorja v mejah tolerance, ampak on odločbo izda in ti da ukrep in s tem časovnico možnost, da ti poišče tehnično-tehnološke rešitve, ki so pa takšne, ki jih ne moreš zdaj v trgovino kupiti pa vgraditi. Po besedah Resnikove je zato potrebno izpolniti kar nekaj pogojev. Moraš najprej robne pogoje postaviti, izbrati tehnično rešitev, dobavni roki, da ne govorim zaradi COVID efektov, koliko so danes dobavni roki. In šele potem lahko to napravo vgradiš. Na koncu je občinski svet sprejel sklepe, v katerih je obe podjetji pozval k boljši komunikaciji, k spoštovanju pravil igre, ki so določene na zakonodajni ravni, z večjo odzivnostjo in vse to skupaj s ciljem, da bomo v naši mestni občini Krško, v mestu Krško, imeli boljše zdravstvene pogoje, kar se tiče onesnaževanja okolja, kar se tiče čistejšega zraka in kar se tiče bojazni pred morebitnimi naravnimi oziroma drugimi nesrečami. Glede družbe Vipap so sprejeli tudi sklep, da občina sproži postopke za izgradnjo samostojne centralne čistilne naprave. Trenutno je namreč okoli 2/3 kanalizacijskih priključkov v občini priključenih na čistilno napravo podjetju Vipap.